Živijo, evo, mi smo po 2 napornih tednih in vročih tednih v Sloveniji in potem še po 4 napornih dneh tranzita končno prišli do naše hiške, kjer je lepo hladno, zdaj le enih 15 stopinj. Ja, včeraj je bil sploh naporen dan, zato ker smo imeli ful veliko opravkov. Šli smo v par trgovin, predvsem pomembna je bila trgovina z orodjem, tako da sva kupila šajtrgo in kosilnico in takšne zadeve. Tako da, ja, danes se bova lotila košnje trave. Parcela je velika 3500 kvadratov, tako da s tole laksarico bo to kar izziv, ampak ja, upam, da bo šlo. Ja, nekako ni druge, ker je itak trava na enih delih visoka že skoraj 1 meter, tako da je edina ta možnost. Tako da ja, dajmo zagristi to kislo jabolko. Včeraj po končanem delu se niso posnela, ker so bila čisto preveč utrujena za snemanje. Vse skupaj sva delala enih 10 ur, jaz sem kosil, Nastja je ves čas zgrabila in šajtrgo odvažala te gore trave, ki so se nabirale. Nama je pa zmanjkalo na koncu nitke za laksarico, sicer na srečo so uspela pokositi 1/2 se pravi vse okrog hiše, ne pa pred skednom. Ampak tako je bila na koncu ura, ko sva zaključila, mislim, da že čez 9, tako da tudi če bi imela dovolj, ne bi imela več časa. Danes pa dežuje, tako da zdaj sva šla v mesto kupiti to najbližje mesto, 50 km stran, kupiti to nitko. Sicer sva dobila malo tanjšo, kakor sva si želela, ker je ena trgovina, ki je malo bolj založena, danes zaprta. Tako da ja, upava, da bo s to tanko šla še tista zadnja tretjina. V bistvu malo hitiva, zaradi tega, ker je zadnje dni kar slabo vreme, skozi dežuje in čez par dni prideta moja starša s svojim avtodomom iz Slovenije. V bistvu bosta pripeljala spotoma tudi vse najine stvari, kar ni šlo v najin kemper, bosta ona v svojem pripeljala, ker imate zelo velik boks. Tako da bi rada vsaj malo zrihtala, preden ona dva prideta, ampak ja, vreme nama lih ni usojeno. Tako da upava, da bo jutri ali pa vsaj pojutrišnjo nehalo deževati, da bomo lahko do konca pokosila in ja, da bo vsaj malo lepše. Na srečo se je zdajle popoldne kljub slabi napovedi toliko zjasnilo, da se lahko lotva naprej zakositi. Sicer preveč mokro, ker je prej celo dopoldne deževalo, ampak sva se pa lotila odvodnjavanja parkirišča kemperja, ker je res nekako v eni luknji noter in voda sploh ne odteka. Tako da ja, zdaj nimamo samo jezera blizu hiše, zdaj imamo še potok ob hiši.
Evo, po 15 urah dela dveh oseb, se pravi vse skupaj 30 urah dela, je trava okrog hiše in okrog skednja končno pokošena in parcela kukar toliko spucana. Tudi unjark, ki sem ga naredil, zelo dobro funkcionira in se nama je parkirišče pod kemperjem že čist posušil. V bistvu še zdaj že 2 dni po dežju, pa še kar teče voda, tako da bo očitno se še kar nekaj časa vse skupaj odtekalo. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem, ko bo pa predstavila notranjost hiše.